Kanadska skupina Sum 41 je začela ustvarjati že leta 1996 in v svoji bogati karieri izdala številne uspešnice, ki so zasedle svetovne glasbene lestvice. Znana je tudi po svojih dolgih in pogostih turnejah, ki pa se bodo prav kmalu končale. Napovedala je namreč, da se bo poslovila od studijev in koncertnih odrov, a odšla bo z velikim hrupom. Še vse leto se bo potikala po svetu. Junija je nastopila tudi na avstrijskem festivalu Nova Rock, na katerem sem člana Davea Baksha in Jasona McCaslina ujela pred mikrofon. Zanimalo me je, kakšen je običajen dan na turneji. Well, it's not very exciting. We arrive at some point in the morning when we're sleeping. Yeah. We wake up. I don't know, we try and find some food. Ni ravno razburljivo. Vsako jutro se zbudimo na drugem prizorišču, najdemo kaj za podzob, opravimo intervjuje, potem pa se pripravimo na koncert. Na festivalih takoj poiščemo tudi seznam nastopajočih in poskušamo ugotoviti, ali nam čas dopušča ogled kakšnega drugega koncerta. Na letošnjem dolgometražnem albumu Heaven and Hell se kanadska zasedba Sum 41 vrača k svojim pop-punkovskim koreninam, tesno zraščenim z njenim poznejšim metalskim nagnjenjem. Odzivi oboževalcev in kritikov so zelo spodbudni, koncerti so razprodani in odlično izvedeni. Pa vendar je skupina že naznanila svoj sloves od koncertnih odrov. Kljub temu njeni člani ob tolikšni podpori ne razmišljajo o tem, da bi slovo predstavili dlje v prihodnost. Po pravici povedano, to je bilo tako zabavno, da bi bilo nesmiselno nadaljevati. Le nekaj let po ustanovitvi benda smo doživeli velikanski uspeh. Še zdaj, po vseh teh letih, ga doživljamo. To je najboljši čas, da skupina konča nastope. Torej takrat, ko ljudje menijo, da se še ne sme upokojiti. Lepo se je posloviti z dobrimi občutki. Odlično se razumemo, z nekaterimi se poznamo že od 14. leta. Nočemo pa, da pride trenutek, ko se ne bomo več razumeli ali celo marali. Trenutno res uživamo na odru. We all get along, so that's a good time to go. V njihovi novi in stari glasbi pa uživajo oboževalci, ki so se razveselili novega albuma Heaven and Hell. Ta je nastal med pandemijo. It was a pandemic album. Yeah, Derek had written a bunch of songs. Kot vsak drug band smo bili med pandemijo tudi mi razpršeni na različnih krajih. Frontman Derek je napisal nekaj pesmi, ki smo jih vsak pri sebi tudi posneli. Sprva nismo imeli ambicij, da bi iz tega nastal album. Ko pa smo posneli več kot 20 skladb, ki so sicer žanrsko različne, smo se odločili, da izdamo dvojni dolgometražni album. Tako smo lahko predstavili dve plati našega ustvarjanja, na kar nakazuje tudi naslov Heaven and Hell. Quite a while, so I'm glad we finally got to do it on our last one. Yeah. Leta 2001 je skupina navdušila najstnike po vsem svetu z izidom albuma All Killer No Filler. Tudi s poznejšimi albumi je požela uspeh. A časi se spreminjajo, zafrkantska pop-punkovska drža ne zagotavlja uspeha pri mladi generaciji. Well, those old songs, I mean, all the old songs were written like when we were teenagers, so those songs, of course. Zgodnje pesmi so nastale v naših najstniških letih, zato so se lahko z njimi poistovetili vsi takratni najstniki. A glasba je nenavadna stvar. Včasih se s pesmimi poistovetiš, drugič ne. Tudi če smo glasbo ustvarjali z drugačnimi sporočili, jih bo morda poslušalec dojel popolnoma drugače. Najstniki lahko poslušajo našo glasbo, tudi novo, in se z njo poistovetijo, čeprav smo starejši. Frontman Derek besedila ustvarja dovolj široko, da se lahko v njih najde vsak. Včasih se zgodi, da skladbo začutimo šele čez leta. Takrat ima vse svoj smisel. To je ena najlepših stvari, povezanih z glasbo. Dad, all that, yeah, mortgage, yeah. Tako pripovedujeta Dave Baksh in Jason McCaslin iz zasedbe Sum 41, ki jo čaka še veliko koncertov, zadnjo turnejo pa bo končala 30. januarja 2025 v Kanadi, iz katere tudi prihaja. Glasbo danes seveda ustvarja drugače kot leta 1996, ko so člani začeli ustvarjati skupaj. Yeah, I mean, it's been back in the earlier days when the band was doing our first records. Včasih smo bili skupaj v studiu mesece dolgo. Zdaj, zlasti zaradi pandemije, smo snemali in ustvarjali nadaljavo. Na srečo nam tehnologija omogoča, da snemamo hkrati, kot če bi bili skupaj.
To ne deluje zmeraj, a smo zaradi preteklih izkušenj, dobre kemije in spominov to zmogli. Vsak izmed nas ima doma tudi kvalitetno opremo. Nimamo Ferrarijev, imamo pa dobre mikrofone. Yeah, we don't have Ferraris, we have good mics. Yeah. Punk in njegovi pop-odvodi so po mnenju skupine Sum 41 še vedno živi, čeprav so mu konec 90-ih oziroma v začetku novega tisočletja številni napovedovali status muhe enodnevnice. Fantje so bili že takrat prepričani, da bo ostal popularen. I think back then it was like, you know, it was a thing where people thought like it was... Vedeli smo, da bo pop-punk obstal. Še vedno je sicer nekje v ozadju občutek, da se lahko vse to konča jutri. Saj so to tudi vsi napovedovali. Blink-182, Green Day, Offspring, Good Charlotte in seveda mi bomo to počeli ne glede na popularnost, tudi če bomo igrali le pred peščico ljudi. Naš izraz se je obdržal in je po vseh teh letih še vedno popularen. Tudi prvi val tovrstnih bendov je še zmeraj popularen, le poglejte Descendants. Vedno smo oboževali svoje delo, svoje ustvarjanje. Green Day, Blinky, NoFX in druge pomembne zasedbe bodo pustile temu svetu neizbrisen pečat. An overflow and a lasting impression on the world. NoFX. Yeah.